Zdaj bi pa jaz predala besedo Bogdanu, da predstavi pomen konoplje in na kratko še predstavi svojo posest in dejavnost. Hvala. Ja, lepo zdrav še v mojem imenu, z nekaterimi smo že spregovorili, kakšno besedo dve, se pozdravili na parkirišču, tako da zdaj pa še malo iz drugega vidika. Če pogledam nazaj, naša pot oziroma najina pot z Petro smo začeli nekje 6 let nazaj. Tako malo čudna ideja je bila na začetku, da bi imeli vrt. V 6 letih je ta vrt postal kmetija 15 hektarjev velika. Po prvem pol leta sem pustil redno službo, pa postal kmet. In danes sem ponosen, da sem to naredil, in če me vpraša kdo, če bi še enkrat, bi še verjetno 100-krat isto, pa verjetno še bolj noro naredil vse skupaj. Glavna kultura kmetije je še vedno, in jaz verjamem, da bo tudi v prihodnosti, industrijska konoplja, ki v Sloveniji žal še marsikdaj velja za prepovedano rastlino, čeprav je v uradnem registru slovenskih poljščin zavedena kot poljščina. Torej, ne vidim nekega velikega razloga, da se vse te stvari preganjajo, stigmatizirajo, kakorkoli drugače. Zdaj, če pogledamo v letu 2019, ko smo prvič bili v mojem pač tem 6-letnem obdobju, malo bolj stigmatizirani ali pa preverjeni ali pa kontrolirani ali pa zatirani, kakorkoli, strani inšpekcijskih služb, so nam prepovedali prodajo pač teh izdelkov. Lahko prodajamo olje, lahko prodajamo moko, lahko prodajamo čaj, ne smemo pa učinkovin, ki jih je v konoplji največ. Zdaj, zakaj je do tega prišlo, pa nekdo reče, Slovenija je drugače ali ni, v bistvu ni drugače nič kaj veliko v Sloveniji, kot pa kje drugje po svetu oziroma po Evropi. Zaradi tega, ker je Evropski parlament sprejel, da grejo kanabinoidi iz konoplje na seznam novih živil, za katere je potrebno narediti klinične študije, da so varni za uporabo. Kar je malo smešno, zaradi tega, ker vse te učinkovine so se... Halo? Malo prekinja, ok. Se tako to sliši? Ok, kak? Kar povej, ok. Bom tako držal, bom pridem, ok. Glavnem, vse te učinkovine, ki jih pač konoplja proizvaja, uradno niso dovoljene. Nikoli ne bom pozabil marca 2019 oziroma maj, inšpekcija je imela tako gnečo, da niso do nas domov prišli, nismo mogli k njim iti. Pa smo tam 3 ure sedeli, pa so nam vse povedali, pa si moral podpisati, da jutri več ne boš tega prodajo, pa v tistem trenutku pravnomočno postalo, niso ti rabili pošte poslati, 14 dni čakati, da bi ti ne bi šel pošte dvigniti, pa vse te ostale stvari. Tako se je pač zgodilo vsem, ki smo takrat bili. Moramo vedeti, da trg je trenutno res preplavljen z izdelki. In če kdo, smo potem tisti, ki gojimo industrijsko konopljo, zagovorniki tega, da bi se trg uredil, ker bi potem bilo manj manipulacij ljudi. Vedeli bi, kakšni izdelki so na trgu, vedeli bi, da je nek nadzor nad izdelki. Zdaj pa črni trg in vse ostalo pomešano med seboj in ljudje težko ločijo, kaj je tisto, ki je za njih dobro, kaj je tisto, kaj je za njih slabo. To je voda na mlin tudi trenutnim vsem vladajočim strukturam in v Sloveniji in v Evropi in posod drugod, zato ker pač tudi na črnem trgu se veliko denarja zbere za politične in druge potrebe. In na tak način pač sistem funkcionira. Si mislimo, Evropa je en velik trg, ampak v bistvu postajamo zelo majhna vasica, ki smo izolirani od ostalega sveta in da vidimo, kaj se drugod dogaja. In manj informacij gre, več nadzora ima formacija nad nami. In zdaj, če se vprašamo, kaj je pot ali pa kaj je smiselno vztrajati, jaz vedno govorim, da je treba najprej stopiti na rob in se naučiti po robu hoditi. Ker na robu je najlepši razgled in v njem moraš znati uživati. In tako pač potem pelješ to svojo pot nekam naprej. Mi definitivno se ne bomo predali, imamo vizijo, kako bi še čez 20 ali pa čez 30 let vedno gojili konopljo, ker je ena čudežna rastlina, ker mogoče smo mi ravno zaradi tega začeli se z njo ukvarjati. Ampak takrat pred 6 leti se je samo govorilo čudežna rastlina. Noben pa ni povedal, da je treba ful delati z njo.
In zato tudi danes, ko k nam prihajajo ljudje, naj pa me sprašujejo, če bi zasejali, zasejte. Ampak najprej pa se pripričate, kam boste te izdelke tudi prodali. Oziroma, kaj boste z njimi naredili. Ker predelati danes je sorazmerno enostavno. Ali pa pridobiti znanje sorazmerno enostavno. Prodati te izdelke je pa postala izziv, ki ga pač vsak po svoje krmarimo. Pa če pogledam nazaj, pred 6 leti smo v Sloveniji, nas je bilo 6, ki smo rastlino gojili, predelali pa prodali kot končni izdelek. Od tega smo bili 3 kmetije, 3 podjetja. Poznali smo se, še danes smo prijatelji, gremo skupaj na kosilo, pijačo, se pogovarjamo. Vseh ostalih podjetij, ki pa so se v Sloveniji v tem času pojavile, je pa 46. Torej nas je v Sloveniji trenutno 52, ki se ukvarjamo z prodajo industrijske konoplje 2 milijonskemu narodu. In postaja izziv, zaradi tega, ker je približno 93% uvoza, nad katerim nimamo vpogleda, kaj je, oziroma kaj se pojavlja. In jaz vedno rečem, tudi danes bomo si šli pogledati našo predelavo. Takrat, leta 2019, smo bili tik pred tem, da bi nakupili eno tehnologijo za predelavo konoplje. Mogoče je bil v redu, da je ta čas prišel in tiste tehnologije nismo kupili. Je v bistvu na nek način v tem trenutku prepovedana. In smo kupili eno drugo. Pač čez 2 leti, nismo takrat, ne. Smo pa drugo infrastrukturo postavili, ki jo zdaj morda še veliko bolj potrebujemo. In bomo si šli pogledati, ne. Pri nas v bistvu ni neke velike skrivnosti. Rastline tu zdaj rastejo, ročno jih porežemo, posušimo, pa potem predelamo v izdelek. Zelo enostavna je stvar, samo treba je živeti pa imeti rad to našo zemljo. Veliko preveč nam postaja samoumevno, da imamo tukaj v Sloveniji imamo. In nekako postajamo tako apatični, ne, vse je. Samo ni samoumevno, da imamo zeleno njivo, da imamo zelen travnik. Ampak mi moramo ta travnik imeti radi, da bo na njem kaj raslo. Ali pa da bomo lahko nekaj pridelali. Tako jaz gledam, morda ni najbolj prav, ampak tako se počutim najboljše. In zdaj po 6 letih, 8 hektarjev imamo trenutno obdelovanih površin, sem prav vesel, da sem kmet, pa nimam traktorja. Ker ne vidim nekega pretiranega smisla, da bi ga imel. A pa se mi zdi nepotreben, zato ker veliko kmetij ima 3, 4, nekateri 6 traktorja. Je bolj smisel njih poklicati, ker nimajo 6 traktoristov, imajo samo enega. Tako da, če ima on čas, ne, mi lahko s njegovim traktorjem zelo dobro prije narediti. In ta povezovalna nota, ne, mogoče ljudje smo v nekem trenutku se ujeli in bolj gledamo, če je to možno, da bi k nam prišel kaj narediti. Vsi gremo kaj narediti. Mi rabimo traktor 60 ur na leto. In ne vidim smiselnosti, da narediš neko investicijo za 300 000 evrov, ker za priključki in vsem ostalim bi to bilo, ne? Ampak da to vložiš kam drugam, ker nekdo drug pa ima kaj drugega. Pa lahko mi njemu delamo neko drugo storitev, on pa nam eno drugo. In tako se povezujemo, tako tkemo neke stvari. Res je, da je morda, ali pa da smo kot narod, ne, prepoznani po nevoščljivosti, ne. Ampak ta naša nevoščljivost naj bo slej ko prej se morala oluščiti iz naših ramen in bremen, ker drugače bomo šli kot narod v neki napačni smeri. Ker zdaj, če pogledamo si odkrito, pošteno, vedno vsem skupinam, ki pridejo k nam na ogled, slovenski narod je od bivše Jugoslavije postal najbolj tak, ki se naj poistoveti da smo Slovenci, da smo ponosni na to, kaj imamo, da vidimo svoje potenciale. In jaz mislim, da se to mora spremeniti, oziroma se če čas bo. Vse tako se zdaj povezujemo to krasno. Ampak če pogledamo, v kateri smeri merim, ne, oziroma kje gledam, ne, ko igrajo naši sosedje Hrvatje neko pomembno tekmo, ogromno ljudi vidimo tudi v Mariboru z šahovnicami oblečeni, pa danes bomo zmagali, ne. Čeprav smo Slovenci. Ok, super, bomo zmagali, ne. Ampak nisem pa še videl nikoli Hrvatov, ko smo Slovenci igrali v finalu svetovnega prvenstva, da bi Hrvati rekli, danes pa bomo zmagali. Ni bilo. In to mi je žal, da ta gen
počasi gre nekam dol in na trenutno aktivni generaciji je, da to spremeni. Iz tega razloga smo našo kmetijo zasajali z izključno avtohtonimi, po večini tudi medonosnimi rastlinami, starimi sortami dreves. Vse, kar vidite po hribih, so visokodebelni nasadi z razlogom, da bi otroci vedeli, kaj pomeni bobovec jabolka ali pa katera druga slovenska jabolka in da bi v tem prepoznali slovenski narod. Ker v preteklosti smo imeli izjemne sorte, smo imeli tudi svojo izjemno konopljo, ki jo danes žal ne smemo gojiti, zato ker ni na sortni listi. Jaz verjamem, da se je to kmalu spremenilo, ampak na trenutno aktivni generaciji je, da to spremeni. In potencial imamo, sem verjetno moramo v njega. Tako da jaz bom vas še danes se družil, pa bomo še šli marsikaj pogledati, tako da v tem okrogli mizi bi pa to bilo z moje strani vse. Hvala lepa. Konoplja je res čudežna rastlina. To vem jaz iz svojih lastnih izkušenj, ko smo mi tudi gojili konoplo, pridelali, predelali in prodali. Tako da poznam problematiko z prve roke.